Lepo pozdravljeni v zadnjem letošnjem te sezone Odmevu tedna, jeseni začnemo naprej. Tokrat bomo komentirali dogodke z lastnikom tega podcasta oziroma tega medija in tudi drugih medijev. Z nami je dr. Aleš Štrancer. Dr. Štrancer, lepo pozdravljeni. Povejva za začetek, vi ste pravzaprav zdaj ustanovili tudi Radio Grom. To je iz tej iste skupine, Info 360, Domovina in zdaj še Radio Grom. Zakaj je Radio Grom? Kakšen radio je to? Mogoče, da najprej povem tistim, ki bodo Radio Grom iskali. V tem trenutku je možno spremljati Radio Grom samo na DAB-u, pa prek interneta. Odkupili smo retro radio, torej na tej valovni dolžini oddaja zdaj Radio Grom. Zakaj Radio Grom? Tu je pač naslednji korak v neki moji želji, da pač postavim neodvisne medije v Sloveniji, torej od politike neodvisne medije, ki pravzaprav ni. Skušam pač dajati nek drugačen ton, kot so politični mediji, ki so pač ali v rokah strank, ali v rokah nekih tajkunskih udbovskih povezav. Tako da, upam, da bo pač ta stvar rasla in da bo tudi razumevanje ljudi z vseh polov, da neodvisno ne pomeni utišati stvari, ki škodijo našim, tako imenovanim našim. Neodvisno pomeni obravnavati lopoščino kot lopoščino in dobre stvari kot dobre stvari. Lopoščina ni črna in niti ni bela in niti ni rdeča. Lopoščina je vseobča. Glejte, novinarji verjamemo, pa tudi verjamem, da poslušalke in poslušalci, pa tudi gledalke in gledalci in bralci in bralke, da vam bo to uspelo. Tega si pa res želimo. Tu smo kot puščava brez vode v Sloveniji na medijskem področju. Se bomo vsi skupaj potrudili, da bo to uspelo in da res dobimo nekaj neodvisnega, seveda z jasno noto, gre za domoljubni radio, tudi mediji naj bi bili domoljubni, najprej Slovenija, naša država in naša domovina, potem pa vse ostalo. No, dr. Štrancer, zdaj ste dali pa dobro iztočnico za to naše prvo vprašanje, namreč Evropska unija, zdaj v zadnjem času mi pravzaprav nismo imeli občutka, da je to pravzaprav neka naša skupnost, neka naša skupna organizacija. Bilo je kar nekaj dogodkov. Povejte nam, kaj se zdaj dogaja z Evropsko unijo, tudi v gospodarskem smislu? No, kar se mene osebno tiče, jaz pravzaprav to Evropsko unijo dojemam vedno manj našo. Ta unija v tem trenutku je daleč od tistega, kar je bil cilj osnovnih, torej teh očetov evropskih povezav. Oni so imeli jasno idejo in tudi cilj, da bo tu pač povezovanje na principu krščansko-judovskih tradicij in pravzaprav tudi načel. Zdaj smo pa dobili nekaj, kar je pravzaprav bolj proti tem načelom, sploh krščanskim načelom. Dobivamo nekaj, kar vedno bolj lahko imenujemo, da vedno bolj zgleda kot nek satanizem. Evropsko unijo v tem trenutku bolj dojemam kot neko diktaturo, v tem trenutku še relativno mehko diktaturo, se pa bojim, da se ta mehka diktatura z vsemi problemi, ki se pojavljajo, vedno bolj spreminja in bo vedno bolj spreminjala v trdo diktaturo. Sploh, ko vidim oboroževanje nemške vojske, takrat pri meni zagorijo vsi alarmi. Imam rad zgodovino, veliko čitam in zdaj med dopustom sem bral o patru, oziroma bil je luteranski pater Bonhoeffer, kjer pravzaprav opisuje Nemčijo med letom 24 in letom 45. Bil je taborišču na konci in potem na konci so ga tik pred osvoboditvijo so ga pač ubili, ker je bil
med temi, ki so pripravljali atentat na Hitlerja. In delal z admiralom Canarisom, ki je bil nekako vodja protihitlerjevske koalicije že pred vojno. No, on opisuje, kaj se je dogajalo v Nemčiji in zakaj je prišel Hitler na oblast. Torej, bila je dekadenca, totalna, po drugi strani gospodarska kriza, elite so se obnašale maksimalno dekadentno, namesto da poskrbele, da gospodarstvo rase, da postane močno. Je bilo vse drugo bolj pomembno in seveda ljudje so tega imeli počas dovolj in prišel je Hitler in izkoristil to situacijo. In dobili smo drugo svetovno vojno, dobili smo eno ogromno diktaturo in potem tudi zaradi te diktature in Hitlerja smo dobili seveda predvsem v Slovani Stalina in potem drugo diktaturo. In ja, zgodovina se rada ponavlja oziroma se kar mnogokrat ponavlja in bi pravzaprav vsem priporočil, da si preberejo te spomine tega patra, predvsem tudi vlogo cerkve, ker jasno opisuje, da je 80% duhovščine, tako protestantske kot katoliške, podpiralo Hitlerja, tako imenovana Reichenkirche. In tudi danes opazujem in se pogovarjam, da je zelo malo še škof v Nemčiji, ki so pokorni papežu Rimu. Med jih je samo še 6, torej so pokorni neki drugi ideologiji, ki se zopet v ozadju vzpostavlja in ta ideologija je ideologija Velike Prusije, ki se tudi v zgodovini večkrat ponavlja. Velika Prusija, ki ne bi obsegala pretežni del Ukrajine, skoraj celo Poljsko, pretežni del Litve in ta seveda v ozadju pravzaprav zdaj trka na vrata in se izvaja tudi preko Bruslja in tudi predvsem preko EPP, torej Evropske ljudske stranke, v kateri pravzaprav je sedelo 5 poslancev, no enega so zdaj vrgli ven, ki je pač mal tej politiki oporekal. Torej, mi se zopet po eni strani pokorimo gospodarjem v Berlinu in po drugi strani pokorimo se gospodarjem v Moskvi. In to je ta politična situacija v Sloveniji, ker eni pravijo so desni, drugi pravijo so levi. No, jaz v Sloveniji vidim predvsem ultralevičarje in zmerne levičarje. Ultralevičarji, ki mislijo, da je Moskva še vedno komunistična, pa te že zdaleč več ni, in zmerne levičarje, ki misli, da je Berlin da bo Berlin osvobodil, ne vem česa nas, oba ta centra pa pravzaprav bi skušala podjarmiti vse te naše narode, manjše narode, tako Polake, Čehe, Slovake, tudi Mađare, kot vidimo zdaj, kaj so naredili na zadnjih volitvah za ogromno denarja, in Slovence, Hrvate, delno Avstrijce, delno Italijane. Torej gre se zopet za vzpostavitev četrtega rajha. Veste, pravi četrti rajh, ki se vzpostavlja preko Brusla, preko maksimalno skorumpirane komisije v Bruslu, kjer prav vidimo tudi, kakšne ideologije podpirajo, ki so zdaleč od idej, osnovnih idej teh, bom rekel, ustanoviteljev evropskih pobud in združevanja. Ne more biti LGTB plus alternativa za krščanstvo v osnovnih v teh postulatih, pač tu ne gre. Ja, bojim se, da se nam zgodovina ponavlja in gospodarstvo je zgolj odraz vsega tega in nemško gospodarstvo je pač odraz maksimalne dekadence, maksimalnega nezdravega načina izbiranja vodilnih ljudi v podjetjih, izbiranja menedžerjev, izbiranja pravzaprav tudi lastništva, in temu primerno gospodarstvo jasno je pešalo, je se sesulo. Rezultat 5 letk, ki so jih nekako osvojili, sploh s priklopom vzhodne Nemčije, zahodni Nemčiji, so začele pravzaprav 5 letke reševanje gospodarstva na 5 letkah, najprej z CO2 bedarijami, potem z okoljevarstvenimi bedarijami,
potem z električnimi avtomobili. Vidimo, da pravzaprav je ta nemška, berlinska politika gospodarstva, ki pravzaprav vodi tudi bruselsko gospodarstvo, propadla. Vsakič je propadla in zdaj edino, kar še ostane, je vojna industrija. In nemška industrija se zdaj pravzaprav usmerja v vojno industrijo in takrat pa res meni zazvonijo vsi alarmi. Ker naslednji korak je vojna. Ampak za to vojno ne bojo krivi Rusi, se vidimo, da še do Kijeva ne morejo priti. Ampak to vojno bojo povzročili drugi. No, pri tej ideji, ko govorite ravno o vozilih, a veste, da zdaj po poročanju nemškega tabloida Bild naj bi evropske institucije razmišljale o sistemu, ki bi pri novih vozilih s pomočjo satelitov GPS-a in digitalnih zemljevidov samodejno omejili moč motorja. To se pravi, pelem, že zdaj, a veste, če imate en tak avto, recimo, vam kar volan zasuka v drugo smer, ker misli, da boste vi šli malo bolj levo, desno. Kaj zdaj bomo sploh še vozili, ali kako je to? No, mislim, idiotizmi, ko začnejo idiotizmi, ti idiotizmi samo še naraščajo. Glede na to, da poznam pač tako Slovence, sploh pa Hrvate, pa če se bo Črnogorci priklopili vsemu temu, mislim, da tukaj bo se najdu način, da pač ta stvar ne bo funkcionirala, ker si ne predstavljam tukaj, bom rekel, po domače Balkancov, da bi pač sledili tovrstnim idiotizmom. Ja, no, skratka, zdaj gleva na mednarodne razmere, ker to se dotika tega vprašanja. Glejte, včeraj je Brent nafte, ta količina dosegla $100. In zdaj seveda svetovni mediji so zaskrbljeni, kajti ne samo hormoška ožina, tudi pri Jemenu, tista ožina, tudi njo bodo Huti zaprli. Se obeta kriza, vojna, svetovna, kaj vi mislite? In kaj bo z Evropo v tem smislu? Seveda, jaz vseh ozadij ne poznam, vseh politik ne poznam, ampak prvi idiotizem je bil zapiranje jedrskih elektrarn v Nemčiji. In vedno, ko pridemo na idiotizme, vedno pridemo v Nemčijo. Tam je največ idiotizmu, žal. In tam se je tudi potem zaradi teh idiotizmov Hitler pojavil. In se bojim, da se bo zgodilo nekaj podobnega. Ja, nafta je pač v tem trenutku še vedno, bom rekel, način izsiljevanja sploh držav, ki imajo energetsko bilanco slabo. ZDA si lahko privoščijo pravzaprav igranje s ceno nafte na srednji rok, tudi na dolgi rok, imajo sami dovolj rezerv. Za evropsko gospodarstvo pa je to katastrofa. Ampak jaz mislim, da tukaj ta cena nafte ni toliko upirjena proti Evropi, ampak je proti Kitajski. Kdor pač spremlja gospodarstvo, pač vidi, da v zadnjih 20 letih pravzaprav postaja tukaj gospodarska vojna med Kitajsko in Ameriko in Evropa tukaj več ni noben igralec. Evropa enostavno na vseh svojih področjih popolnoma pogorela. Evropa je bila vodilna tudi v znanosti, v uporabi znanosti. Zdaj vidimo, da tudi tukaj nič ni, a ne, vsa visoka tehnologija beži predvsem v ZDA. In ja, Evropa pač ni več noben igralec in se pač potem more podrejati tem politikam ZDA, Kitajska, oziroma ne more niti parirati več temu. Sploh še zadnji spopad stori z Rusijo, še dodatno pravzaprav to Boga Evropo uničuje. A je bil zdaj ta spopad z Rusijo potreben ali nepotreben, ne bom se spuščal, tudi se ne bom spuščal, kdo je tukaj, bom rekel, večji pesjan, po domače povedano, ampak tudi ta vojna z Rusijo ni enoznačna in tudi tisti, ki so podžigali to vojno, niso zgolj in samo z Moskve. No, sej analitiki na Zahodu pravijo, poslušam veliko teh podcastov, da želi pravzaprav na nek način Amerika preprečiti to svilno pot. Namreč, če bi Kitajska res zgradila neko železnico in prek Rusije in tako naprej, bi lahko ta nafta potovala povsem drugje, ne bi sploh potrebovali teh ožin, ki že itak iščejo neke paralelne poti. No, nisem se toliko poglabljal, ampak tukaj pravzaprav če gledamo strateško, bo Kitajska v 10 letih doorala. Rusija enostavno se bo zdaj toliko
toliko izpela in toliko izčrpala, da enostavno ne bo več sposobna se bire braniti in potem mislim, da tudi nafta in tekovine za Kitajsko ne bojo več problem, torej ta silna pot je po mojem neka utvara. Če nekdo hoče braniti Ameriko pred Kitajsko, potem seveda bi moral braniti Rusijo na mejah s Kitajsko, ne pa na Uralu. Evropa pa, kot pravim tukaj, pa mislim, da so te skorumpirane elite v Bruslju in tudi v Berlinu in Parizu tako skorumpirane, da nič ne vidijo in jih nič ne briga. Denar iz islamskih držav, radikalnih islamskih držav, Katarja, se veliko uporablja za podkupovanje vseh teh politikov in uradnikov, verjetno tudi kitajski denar, torej nas so ti uradniki in politika v Berlinu, Parizu in Bruslju prodali. Vidite kakšnega politika, ki je neka svetla točka, recimo tu je Macron, je bila gospa Merkel, je Ursula von der Leyen, o teh si lahko mislimo? To so pravzaprav tisti, ki vodijo vse te, ali se zavedijo ali ne vem, ampak vemo, da nemška politika se je radikalno spremenila s tem, ko je prišla pač po nekaterih verih Stasi agentka Merklova na oblast in zarila novš kanclerju Kohlu, ki je po mojem bil še vedno pač eden iz tiste stare garde voditeljev, ki so pravzaprav prisegali na Evropsko unijo tako, kot se zastavljajo očetje. Stasi agentka po nekaterih verih je pač začela tu prvi dan uničevati in mislim, da je ona pravzaprav glavni tvorec te politike in tega uničevanja Evropske unije, tako gospodarstvu kot politično. Ja, seveda, tudi migranti ste dobrodošli, ne? To je bil njen moto. Vi ste objavili tole mislim na X-u, da ste objavili, da prihajajo nezakonito, živijo od davkov, ki jih mi plačujemo, posiljujejo ter pobijajo naše otroke. V javnosti nam odstranjujejo križe. In pač stranka EPP je kaj naredila, ni naredila, ne? Evropska komisija blokira glas ljudstva, pobuda Save Europe Act. To ste objavili. Ja, da bom rekel se čisto s vsemi zahtevami tega Save Europe strinjam, ampak strinjam se oziroma vsak ima pravico, da pove svoje mnenje, ne moreš ga blokirati. In mladi so se zbudili, mladi enostavno ne želijo, da tukaj postane nek kalifat, kar se nam pravzaprav obeta, če se ne bomo zbudili zelo hitro. Bo Evropa postala kalifat. Francija je že pravzaprav izgubljena, glede na rodnost francoskega naroda, glede na število in glede na to, da je tam so prihajali migranti sploh iz teh radikalnih držav. Jaz mislim, da je Francija, delno tudi Španija, Portugalska, Benelux, to je po mojem zgubljeno. Nemčija verjetno tudi kmalu zgubljena, če pač se tam politika ne bo nekaj spremenila. Ostaja tukaj višegrajske države, ki mislim, da imajo še zmeraj dovolj zdravega razuma in nacionalnega ponosa in narodnega ponosa in tudi ponosa, da so verni, da pač imajo možnost to zdržati. Mogoče je tudi tu en od razlogov, zakaj je potem bilo treba zanetiti vojno v Ukrajini, da se pravzaprav bori ta, bom rekel, zapadni, pokvarjen, dekadenten svet proti še vedno neki normalni politiki, ki so se spostavljali v teh državah. In zakaj so se spostavljali, zakaj so te države postale gospodarstvo močne? Zaradi tega, ker so živeli ti ljudje toliko časa v enoumju, ker so živeli pod komunizmom. Tudi mene, ker sem 28 let živel pod komunizmom, nihče ne bo prepričeval, da je nek globalizem, neka globalna vas, nekaj dobrega. Ni. To je zatiranje vseh. Dokler imamo neke države, neke narode, še imamo neko možnost organiziranja in neke svobode. Ko nam bojo tu vzeli, potem bo tu postala globalna vas. In da nam pravzaprav te vele finančne elite tu vzamejo, potrebujejo islam radikalni, potrebujejo dekadentno Evropo, tudi dekadentno Ameriko, a ne, tu je njihov cilj. In mogoče nedelujočo stranko politično, ne? Vi ste tu prst uperili tudi na Evropsko ljudsko stranko. No, jaz najprej prst uperjam tukaj na poslance v Evropski ljudski stranki iz Slovenije. Najprej na to vršico Tomčevo, ki pravzaprav je tudi bila takrat
ena od glavnih zagovornikov ilegalni migranti je dobrodošli. Ne govorim o legalnih, jaz te stvari zelo, zelo ločim. Legalni migranti, ki zelo težko dobijo dovoljenja. Imam sam primere, kako dobiti recimo zaposlenega iz Srbije, pa ga zaposliti v Sloveniji v našem podjetju prej, pa tudi zdaj, v novem podjetju. In po drugi strani, kako pa ti migranti, ilegalni, kar lepo pridejo v državo, pa živijo tukaj na naš način. Torej, zelo jasno moramo ločiti ilegalne migrante in legalne migrante. Nimam nič problemu, če se nekdo poroči z Egipčanko, pride v Slovenijo in se pač tudi otroci učijo slovensko in se pač kulturno, bom rekel, privajajo slovenskemu okolju. Imam pa seveda ogromno proti temu, da pride en ilegalen migrant, ki mi bo verjetno čez en leto začel diktirati, kako naj se jaz obnašam, da ne smem več imeti križa doma na hiši, v šoli ne sme biti križa. Torej, imamo en absurd tukaj. Imamo neko ultralevičarsko politiko v Sloveniji, ki pravzaprav paktira s temi islamskimi državami, ki so pa izjemno teološke, izjemno bom rekel, diktatorske. A se ti pravzaprav ultralevičari sprašujejo, kaj se bo pa pravzaprav tu z njihovimi otroki zgodilo. Če jih imajo. Ja, nekaterih imajo. A ne? Ja. Torej, tukaj pa moj razum res konča. A so res ti ultralevičari toliko leni, skorumpirani, da teh zadev ne vidijo, kam nas se to pele. No, pa potem prijemo pa še vedno na tako imenovano desnico, s tovarišico Tomc v prvi vrsti, ki pravzaprav politiko LGTB-ja in vseh teh stvari, ki jo EPP, pravzaprav najbolj EPP v Evropski uniji poriva naprej. EPP je tista stranka, ki bi bila ježiček na tehtnici med tako imenovano desnico in tako imenovano levico. Ampak EPP očitno se zelo dobro počuti z ultralevico v Evropski uniji in strankami v Evropskem parlamentu in zaradi tega pač z njimi paktira. Pametna politika, sredinska, vedno gleda, da je en čas v sobivanju z eno stranjo, potem pa z drugo. Odkar je pa prišla tovarišica Merklova, imamo problem, da je pač ta EPP vedno v navezi z ultraskrajno levico. No in seveda obiskovanje in pač podpiranje teh muslimanskih držav, to je bil tudi primer naše Tanje Fajon, tudi ona je bila zdaj junakinja zadnjih dni, namreč izkazalo se je, da se je na nek način sama kandidirala za pomembno evropsko funkcijo, da bi bila predstavnica Evropske unije v Sahelu, to je del Afrike, in seveda zdaj to, kar je izbilo dno temu, da je dejansko gospa Kallas, zunanja ministrica Evrope, odstopila od njene kandidature, bilo je pa veliko lobiranja, je pa seveda to, da obstaja sum na korupcijo. Prvič se je podpisala pod ta predlog kot prijavo državna sekretarka, njena državna na Ministrstvu za zunanje zadeve, ki za nagrado zdaj odhaja na mesto veleposlanice na Dansko. Torej, kaj si lahko mislimo o vsem tem, o teh naših levičarjih, ne nazadnje, gospa je tudi velika podpornica Hamasa, dajala denar Palestini, izobešala vse te zastave države, ki je ni. Torej, o čem govorimo tu? No, kar se tiče tukaj v Sloveniji, pač mislim, da sem že dovolj komentiral in res ne mislim več komentirati teh ultraskrajnih levičarjev, med katere preštejem seveda tudi tovarišico Fajonovo, dobro prijateljico župnika v Piranu, med drugim, tako da moramo pač tudi take stvari gledati tudi skozi te oči. In na Reichenkirche, v Nemčiji, kjer mislim, da imamo tudi slovensko Reichenkirche v določenem delu. Ampak ja, mene pa pravzaprav bolj jaz se sprašujem bolj, kaj je tovarišica Kallasova pri vsej tej zadevi gledala. Pa se tovarišica Kallasova ima ogromen aparat, kjer se preučuje vsega kandidata. Torej, ker tovarišica Kallasova je pravzaprav tista glavna, ki bi jo sprašal po zdravi pameti, oziroma v kakšen politični lonec pade tovarišica Kallasova.
Jaz mislim, da tukaj je pravzaprav za vprašati Vršico Kalasovo, kaj si ona predstavljala takrat, ki je predlagala Fajonovo. Očitno potem je dognala, da je ta starost vseeno prevroča, in je potem odstopila. Ampak tukaj ni Tanja Fajon tista, ki jo je zaprašati. Vemo, da pač ti naši ultraskrajni levičari lažejo, potvarijo, nič noga, nimam kaj komentirati tukaj, ampak Vršica Kalasova. A se prašamo tukaj Slovenci, kdo nas predstavlja v Evropski ljudski stranki? Vršica Tomčeva. Vršica Tomčeva je tista, ki bi že zdavnaj morala se pogovoriti z Vršico Kalasovo, pa se ni. Ampak to je cela stranka potem praktično, ne? Bi morala izstopiti iz EPP-ja ali kako? Ja, glejte, jaz nisem zdaj predsednik te stranke, tudi ne bom šel preverjati v tem trenutku vseh kuhanj, ki so odzadej in vseh interesov, ki so odzadej. Bom pa rekel, da ti interesi vsekakor niso v interesu slovenskega naroda. Niso. No, in ena od teh tako imenovanih kuhanj je pripeljala tudi do tega, da so našega Branka Grimsa vrgli ven iz te stranke. To je odmevalo zdaj kar nekaj časa in seveda, kakšno je vaše mnenje o vsem tem? No, to sam potrjuje, da pač imamo to Vršico Tomčevo, tovarša Zvira, Tonina, ki je, mislim, da malo naiven, pa pač inteligentno nedorasel v svoji vlogi. In ti pač so podprli to idejo, da Vršice Tomčeve, da pač morajo doktor Branka Grimsa zabrisati ven stranke evropske. Verjetno se pač doktor Grims z nekaterimi zadevami v tej poslanski skupini EPP-ja, slovenski poslanski skupini, ni strinjal in potem je prišlo maščevanje Vršice Tomčeve, ki je pa sigurno bilo potrjeno in v soglasju s predsednikom stranke. Najbrž nismo toliko blesavi, da ne bi verjeli, da Vršica Tomčeva dela te stvari ne samo na svojo roko. No, ampak to, kar je mene najbolj začudilo, je to, mislim, lejte, mi smo pravzaprav, upam, svobodne osebe. Jaz grem tudi lahko kot novinarka na neko zborovanje ali pa tudi kot privatna vida. Grem lahko sem pa tja in njemu so očitali, da hodi na neke dogodke, mislim, dobro, ne sme gospod Grims hoditi na neke dogodke, kaj, tega sploh nisem razumela. Njemu so očitali to, da v svojem zasebnem času hodi na neke strankarske dogodke, nekih strank, ki ne ustrezajo recimo EPP-ju ali ne vem komu. Nisem sploh razumela, kaj mu očitajo. No, ampak sej, jaz mislim, da te stvari so dosti jasne, s to Vršico Merklovo, ki je pravzaprav od prvega dneva začela voditi ta EPP, so prišle absolutistične, diktatorske težnje iz pravzaprav bivšega ruskega sistema, v katerem je ona odraščala in verjetno bila tudi del sistema, kot pravijo nekateri viri, da je bila dejansko pač agentka Stasija. Torej ona je naučena bila, kako se te stvari delajo in temu primerno je najprej v Nemčiji stvar začela delovati in potem se je ta stvar prenašala zelo hitro tudi v Bruselj preko EPP-ja. EPP je tista stranka v Evropski uniji, ki uvaja diktaturo. Torej, in tukaj pa pravzaprav nič ne preseneča. Torej, ja, ni dovoljeno. Zaradi tega, ker pač oni razmišljajo po diktatorsko. Torej, če nisi 100% na naši liniji, ne hvali samo naših dejanj, potem si nas sovražnik. In dr. Grims je pač postal sovražnik teh, bom rekel, diktatorjev. Evropska ljudska stranka je diktatorska stranka. Če mi ne verjamejo pač poslušalci, potem ne počakajo še 5 do 10 let, mogoče bojo prišli do tega. Ampak takrat bo prepozno. Poudarim še enkrat, Evropska ljudska stranka je diktatorska stranka. Je pa res, človek dobi občutek, da si pravzaprav upajo na Sloveniji eksperimentirati, da brišejo čevlje kot v nek predpražnik, pa dajmo tega Grimsa zabrisati ven, pa naj pride Vera Jourova na ustavno sodišče govoriti, kaj ne ustavno sodišče sklene ali pa ne. Skratka, človek ima resen slab občutek. No, to je pa naš problem, da to pustimo. Poglejte, če si upijo kaj takega počenjati na Hrvaškem. Prvič Hrvatje so najprej Hrvatje, potem so šele levi in desni. V Sloveniji smo pa vse drugo prej kot Slovenci.
In temu primeru pač se potem ta Evropska ljudska stranka izživlja nad nami. V Sloveniji smo pravzaprav tisti, kjer se delajo eksperimenti. Torej, dr. Branko Grims je bil prvi izključen iz EPP-ja. Kot, bom rekel, grožnja nekaterim drugim poslancem, ki so pa iz večjih držav in ker bi verjetno taka stvar našla tako lepo skozi. Torej, ja, dr. Branko Grims je case study. Imamo pa seveda tudi dokazano sodelavko UDBE, tako kot prej govorite o sodelavki Stasija, ki je mirno pravzaprav evropska komisarka, ne? In nič. Zopet bom rekel, sigurno s soglasjem, tihim soglasjem tovarišice Tomčeve in tovariša Zvira in tudi Tonina, a ne? Kaj lahko storimo Slovenci? Najprej se moramo zavedati, da smo Slovenci in da nihče nam ne bo nič poklonil, da bomo morali se vse sami izboriti, tako kot smo si morali vedno vse zgodovini sami izboriti. Tudi slovensko državo smo si morali izboriti in jaz mislim, da ti, ki so bili takrat na položajih leta 90-91, mislim, da tega, kar se tukaj danes dogaja, ne gledajo lepo. In zaradi tega jih tudi nobena oblast, pa naj bo leva ali kvazi desna, pravzaprav ne upošteva. Imeli smo 35-letnico zdaj države, a je bilo kakšna tema, a bi dobil nekdo od teh, ki so se takrat borili neko nagrado, karkoli, priznanje. A ste videli na tej proslavi, ki je bila organizirana od tako imenovane desnice? Videli smo nekdanjega predsednika z rdečo zvezdo. Mislim, da ima užgano v čelo, no to še zagledali. No, ampak se je pravzaprav njemu tega ni za zameriti, pač on je tam rasel, on drugega ne razume, se on tudi nekaj drugega jezika ne razume, on je pač v nekem mehurčku svojem, pri svojih letih ga pravzaprav jaz vzamem kot pač nekega napolsenilnega starčka, ne, on dejansko je dementen, kar sem že večkrat tudi, mislim, da je izjavil v javnosti in pri njemu se res ne moramo kaj dosti več čuditi. No, je pa zdaj te dni zaživel v bistvu svet za gospodarstvo. Vlada je ustanovila strateški svet za gospodarstvo, zdaj je pač zaživel. Mislim, da so se včeraj sestali prvič in zdaj, mislim, da ima 29 članov, če sem prav prebrala, ogromno direktorjev iz teh in onih vetrov. Sicer so nekateri že oponirali, da je veliko teh ljudi, ki so se že pomerili v nekaterih ustanovah, pa da ni bilo kaj dosti rezultata. Torej, kako zdaj vi komentirate ta sestanek? Predsednik vlade in gospod Lotrič, predsednik stranke, sta napovedala 17 gospodarskih ukrepov. A veste, da mi je pravzaprav poniževalno, da bi pravzaprav karkoli tukaj komentiral in se bom vseh komentarjev zdržal. Bom pa dodal, da so bile reforme pripravljene med prvo Janševo vlado od 2004 do 2008. Jaz sem bil od teh, ki smo se trudili, ogromno časa brezplačno namenili za te reforme, od katerih se je izvedlo 0, Jozef, torej nič. In nobenega od teh glavnih, ki smo takrat pisali te reforme, ne vidim v nobenih teh svetih. Tudi tu pove vse o tem, kaj lahko od tega pričakujem. Ampak bom Ja, boste tiho, samo vendarle, ne. V času Golobove vlade pa ste se v nekem zapisu na družbenih omrežjih ponudili za nekega tehničnega mandatarja. Kaj ste takrat mislili? Kaj bi vi spremenili? Jaz sem se ponudil za mandatarja. Ja, mandatarja. Ja, ne tehnično, mandatarja. Ne? Ampak ja, če pač pozorno preberemo, potem bi bil tu tehnični mandatar. Pravzaprav ob poznavanju vseh teh, bom rekel, na pol absolutističnih predsednikov strank, sem vedel, da pravzaprav lahko ponudim še 10-krat to, da torej, bom rekel, a sem tu resno mislil, ne, v bistvu je bila provokacija, ne, ker sem vedel, da pač tega ne bo. Ker pač poznam predsednike strank, ki mislijo, da so pač najbolj pametni na tem svetu in potem vse tiste njihove ožje svetovalce, tako da je to jasno, da je bilo tega pač ne bo in
če veš, da nekaj ne bo, potem zlahka tudi tu ponudiš, drži. No, ampak recimo, da se zbudimo zjutraj s to provokacijo, da postane resnična. Kaj bi vi predlagali, kaj bi naredili, kaj je treba narediti? No, najprej bi seveda pobral iz raznih podjetij in tudi ustanov tiste, ki so pravzaprav sposobni in ki so pravzaprav bili odrinjeni v zadnjih 10-20 let iz politike, gospodarske politike, bi pač povabil nazaj, ker tisti resni, inteligentni ljudje pač v teh farsah večno sodelujejo. Tako kot na RTV-ju nimate več, niste več tam, ampak nimate več novinarjev, bom rekel, inteligence, kot so jo premogli Juri Gostinčič ali pa Čuček, ne? Janez Čuček, če nisem pozabil. Ne glede na njihovo poreklo, pa da so bili bolj rdeči, ampak to so bili izjemno inteligentni ljudje, to so znali narediti analize in niso brali PR, bom rekel, predlog, ki jih pripravijo na raznih ministrstvih, na raznih inštitucijah. Torej, mi v Sloveniji nimamo več nobenega novinarstva. Tam na Pop TV-ju so sami PR-ovci, na RTV-ju še tu niso, tam imamo pa pravzaprav, bom rekel, biserni zbor Kučanove politike. Če so Kučanovi predhodniki še vedno pazili, da so imeli v svojih vrstah res inteligenco, bom rekel, Kučan in Kumrovc, sploh Kumrovška šola je naredila vse, da pravzaprav prihajajo na vrh sami totalni butli. In temu primerno imamo pač politiko na RTV-ju, temu primerno imamo politiko v državi, temu primerno imamo politiko na Darsu in tako naprej. Torej, naši pametni, inteligentni ljudje so se izseljevali, se izseljujejo. Drugi so šli v podjetja, imajo svoje podjetja in se s tem ne marijo več pacati. Če si mednarodno podjetje, pravzaprav te tudi neki davki v Sloveniji več kot toliko ne brigajo, kar pač seveda dodano vrednost ustvariš nekje drugod. In pač ta Slovenija je postala cvet bedakov. No, ta teden je v nekaterih medijih odmeval tudi obisk oziroma srečanje predsednika vlade Janše s Sebastianom Kurzem. Sebastian Kurz je nekdanji kancler Avstrije, seveda je odstopil, ne. Torej, tale posnetek je star 2 leti, da se razumemo, to ni zdaj ta posnetek. Ta je iz aprila, ne, pravzaprav 6 let, april 2020, ko sta odšla skupaj v hribe, ne. To ni bilo sedaj, ampak zdaj je bil pa to srečanje pravzaprav bilo bolj neopaženo kot opaženo, ne. In gospod Kurz je potem, ko je odstopil, postal vodja ali pa pač lobira za skupino Dream Group, izraelsko podjetje. Torej, zdaj poslušajte, kaj ima to zdaj zveze z vsemi temi medijskimi napadi? A gre zdaj za Black Cube afero, ali je to kakršnakoli povezava ali ne? Zakaj so nekateri mediji tako skočili na to zgodbo? No, najprej bom mogoče naredil malo komentarja na ta Black Cube, ker se mene očitelju sodelovanje z Mossadom in podobnimi zadevami, ne. Zopet spremljamo, bom rekel, izjemno neinteligentne novinarje, tako imenovane novinarje, ne, na tej naši ultralevici, ki pravzaprav mislim, da niso naredili svojega dela, ker ga pač ne znajo, ker pač nimajo inteligence, ne. Jaz trdim, da ta služba, ki, če je bila kakšno vpletena pri teh posnetkih, ni bila izraelska. Jaz se upam to trditi in mislim, da bo prišel tudi dan, ko pač bojo prišle te stvari tudi na plano. Ampak zopet lenoba, neinteligenca teh ultramedijev, levičarskih, in pravzaprav nemogoče, da bi prišli do prave resnice na dan. Potem kar nekaj pišejo, ne. Kar se zdaj tiče tega obiska, tega ne bom komentiral, ker ne vem nič o tem obisku, pač lobirajo gor, lobirajo dol, vsi lobirajo, nekateri bolj odkrito, nekateri manj odkrito. Zelo dobro povem, zakaj je ta gospod
nomen est omen odstopil v Avstriji, ne, in to ni bilo zaradi tega, kar se je govorilo. In pravzaprav tega bom rekel, gospoda Kurza ne ujemljem resno več od takrat, ko je moral odstopiti zaradi tistega, za kar je res moral odstopiti. Ravno tako je bil nek posnetek na Ibizi, ne? Ravno tako so govorili o nekem izboru mimo javnega razpisa. Bil je en drug posnetek, bom rekel, ki pač ne bom ga pravila v javnost, ampak v določenih avstrijskih krogih se o tem veliko govori, seveda javno in zbijo seveda velike šale, tako da bom rekel, ta gospod nomen est omen nima več nobene politične teže. Ima pa seveda težo pri lobiranju. Mislite, da gre to za kakšno povezavo? Torej, vi niste sodelovali z Izraelom, če sem prav razumela. Jaz sodelujem z Izraelci, ne? Imamo tudi pač neko skupno podjetje v Angliji, ja, ampak jaz sem gospodarstvenik in pač na gospodarskem področju sodelujem z vsemi. Sodelujem tudi prav z ljudmi, ki prihajajo iz Turčije, mislim, da je celo iz Saudove Arabije, a ne? Ampak jaz se s politiko ne ukvarjam, sploh pa ne zunanjo politiko in jaz se absolutno ne ukvarjam s tajnimi službami. Dobro, zdaj ta teden smo tudi na nek način izvedeli, tudi posredno prek medijev, ko že omenjate ta tuja podjetja, da sta zakonca Musar v Londonu zaprla podjetje Ruska dača. Zdaj, nekateri pišejo, da sta morala to storiti, da je država Velika Britanija to avtomatično po zakonodaji storila, da ni bilo poslovanja, ni bilo plačevanja. Povejte mi, zakaj sploh imeti podjetje v tujini? Še posebej na tak način, recimo v tako visoki funkciji, gospa v funkciji, zdaj smo tudi slišali na eni od privatnih televizij, da je tudi naložba v Nemčiji njenega soproga veliko več vredna, kot je bila takrat prijavljena. Torej, kaj se v bistvu dogaja? So zdaj te funkcije na nek način samo neka krinka za mogoče neke posle v ozadju? Torej, dr. Musar izhaja iz kroga Activa Group. Poznamo predvsem Darka Horvata, pa še en kup drugih, ki izhajajo tam. In ljudje iz tega kroga so pravzaprav lastnili precej velik del slovenskega gospodarstva, mnogokrat na grde načine. Ne? Mislim, da je bilo tudi v javnosti izpostavljeno tudi podjetja, ki so jih pač ti, ki izhajajo iz tega kroga, bom rekel, dost krut in brutalen način prevzemali in tudi ljudi odpuščali. Seveda ta krog Darka Horvata pač posluje po celem svetu in plasira denar po celem svetu in ena od, bom rekel, central je tudi pač Anglija oziroma London. Kaj zdaj točno kdo počenja, ne vem, ne? Tako da težko komentiram. Ampak Ruska dača mi seveda zelo ostaja v spominu, ker je bila vsak dan na Radio Ognjišče in tudi dr. Musar je na Radio Ognjišče večkrat na teden predstavljal to Rusko dačo in jaz bi rekel, da je mogoče pa Radio Ognjišče tisti novinarski vir, ki bi moral te stvari po svoji dolžnosti glede, da je delal največjo reklamo tudi tovarišici Musarjevi pred volitvami, bi moral on Radio Ognjišče te stvari raziskati. Na njih je moralna in etična drža, da te stvari obelodanijo. Ne, da hodijo pet zadetka mraza, tako so sami javno povedali v Rusko dačo. Torej, tukaj se zdaj vprašamo, kakšen je ta Radio Ognjišče, kakšen radio, komu služi, kdo ga iz ozadja vodi, kateri krogi. Kdo ga financira, dr. Štrancar? No, imajo srečo, da imajo ogromno ljudi, ki ga podpirajo, ne, delno, ampak ja, dodatno vprašanje je, odkje še prihaja denar. Ampak jaz mislim, da od Ruske dače ni bilo dosti denarja, kot poznam pač sploh tovarišico Musarja, od nje denar ne gre. Dobro, kar se tiče denarja in medijev, ne, torej vi v svojih medijih vztrajate, da nimate nekih drugih financerjev, reklam. Kakšna je vaša politika pri tem? No,
bom rekel, ne branimo se pač zdravih reklam, torej reklam, ki ne zahtevajo nekaj v zameno, a ne. Ponujene so nam bile seveda reklame od določenih, predvsem paradržavnih podjetij, da se o njih ne piše. Mi vztrajamo pač in moja politika in tudi politika ljudi, torej vodi direktorov teh podjetij, ne bi bila, da se pač to vrstnih zadev ne dela. Torej, zgodbe, ki se pišejo, so ene. Bolj problem so zgodbe, ki se ne pišejo, zaradi tega, ker prihaja do podkupovanja in tega si vsekakor ne želim. In če to odkrijem, da pač v mojih medijih se neka zgodba ni zapisala, zaradi tega, ker je pač nekdo osebno ali podjetje, eno od podjetij, dobilo denar kot reklamo, kakorkoli že, potem bom pač, tu pa je stvar, zaradi katere bom zamenjal direktorja. Dobro, kar se tiče denarja, pa tega neobjavljanja, je seveda ta teden bila na tapeti, da tako rečem, spet RTV Slovenija. Zdaj, ne vemo sicer, zakaj generalna direktorica Natalija Gorščak ne želi podpisati pogodb, se to je res neverjetno, pogodb recimo z ministrstvom za kulturo ali pa z tistim oddelkom za manjšine. Namreč, če bi podpisala pogodbo, bi dobila denar za madžarsko, italijansko narodnost, za ta program, za glasbeno produkcijo, ampak ne vem, kaj točno se dogaja v glavi generalne direktorice. Skratka, zadeva je taka, da jim zmanjkuje denarja za avgustovske plače, to se pravi zdaj bodo mogoče insolventni, se morajo, prosijo, da bi se zadolžili pri zakladnici. Hkrati pa, to je bila pa zdaj zadnja vest, pa je poslanska skupina, torej skupine SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokratov in Resnice so v Državni zbor vložili 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov. Torej, eden je ta, da bi v bistvu socialna pomoč bila vezana na razna dela, potem seveda tudi o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, to smo že govorili, ampak še en predlog za posvetovalni referendum pa je o ukinitvi RTV prispevka. Torej, ali naj zdaj ta RTV prispevek ukinemo. O tem bo, če bo Državni zbor tako odločil, referendum jeseni, najbrž 11. oktobra. No, to bi morali že zdavnaj narediti. Janševa vlada 2024 je imela idealno priložnost, da to naredi, ampak tega ni hotela narediti. Kakšne so, bom rekel, potem tukaj neke zakulisne igrice in igre, ne razumem, ne vem. In jaz tudi mislim, da iz tega referenduma je to zgolj pesek v oči ljudi. Jaz mislim, da tudi ta vlada na RTV ne bo naredila nobenega reda. Zakaj pa Vršica Gorščakova ne želi podpisati te pogodbe? To je pa meni jasno, ne? Ta denar se ne bo uporabljal za narodne skupnosti, ampak se bo uporabljal za drugo. Ona bo pa kot direktorica seveda odgovorna za porabo tega denarja, kar pomeni, da si pravzaprav podpiše zapor. Kazensko ovadbo, ja. Ker konc koncev vseeno ni tako kot v komunizmu, ker nismo videli, kdaj bo ga konc, ga bo sploh konc. Tukaj seveda vsake 4 leta so določene spremembe ali celo prej in nikoli ne ve nihče, kdaj bo žrtveno jagnje tudi svojih. In seveda Vršica Gorščakova je ena tistih, ki po mojem se tudi zaveda, da bo žrtveno jagnje. Ker se tega zaveda, je šla tudi na neformalen obisk do Janše, mislim, 1-2 nazaj. Ja, tako je. In če pogledamo tudi potem, kako se ona obnaša, in kakšne pravzaprav bedarije počenja, da zdaj pravzaprav sama toži samo sebe in da bo tukaj zopet ena odvetniška pisarna masno služila, to je norost. To je pač nekdo, ki je postavil podjetje iz nič, ki ima doma kmetijo, ki jo mora obdelovati, teh stvari ne razume. Tu lahko počenjajo samo ljudje, ki v življenju niso nič sami ustvarili, ki niso nič naredili in ki jim drugi pobirajo prek davku. To so ljudje, ki pravzaprav živijo od davku. In naša glavna, bom rekel, naš glavni problem so previsoki davki. Previsoki davki vse to omogočajo, vse te norosti. In seveda gospa oziroma Vršica je jagodni izbor kučovne kuhne kadrov.
Kučan zavestno ali nezavestno je pravzaprav sploh v zadnjih 10 letih naprej spravil kadre, ki so popolnoma nesposobni za karkoli operativnega, zaradi tega tudi ta Golobova vlada, popolnoma zgrmela in še enkrat, sem že pravzaprav tweetnil to, pa še enkrat ponavljam, kako slaba je vsa ostala opozicija bila, da ni uspela dobiti po taki katastrofalni Golobovi vladi brez problema 2/3 večine na volitvah. Tukaj se pa to vprašamo, pa kakšno to opozicijo imamo. Ampak kaj storiti z RTV? Lejte, oni dejansko pobirajo prispevek, ta je bil povečan. V bistvu cel proračun RTV je tako kot proračun Ministrstva za zunanje zadeve, z vsem tem, kar ministrstvo počne. Poleg prispevka potem dobijo tudi denar iz proračuna, za različne namene in še iz reklam. In še ni dovolj. In še je izdelek tak, kot je. Kaj storiti? Torej, jaz sem rekel, da je treba ukiniti, pa so me seveda vsi modreci, večji in manjši modreci, prepričevali, da to ni mogoče, kar je celo ustava, ne vem kaj. Jaz mislim, da če je volja, je tudi pot. O tu me nihče ne bo prepričal, še najmanj Janez Janša. Če je volja, je tudi pot. In druga stvar je privatizacija. Slovenija ima še vedno daleč preveč paradržavnih podjetij, kjer pravzaprav na veliko teka denar v privat žepe. Poglejmo Ljubljansko banko. Tako, ko je prišla pod kontrolo, bom rekel, privatnih investitorjev, se je situacija spremenila. Od milijarde evrov, ki smo jo mogli davkoplačevalci pokrivati iz davkoplačevalskega denarja, ali več milijard evrov skozi vsa leta, ta Nova Ljubljanska banka zdaj davke plačuje. In državna zakladnica od Nove Ljubljanske banke, mislim, da je letos dobila pol milijarde. Torej, tu je pač, bom rekel, pod črto, pod črto javna banka, ker se pač dajalo kredite vsem in vsakmu, ki je pač bil naš, ne glede, je bil črn ali rdeč, ampak je bil naš. Verjetno tudi del tega denarja potem dal nazaj v žepe, tem, ki so kredito odobrili. In je banka bila totalni izgubaš, do tega, da je zdaj banka zdrava in seveda teh kreditov nikakor ne daje več na principu, če si naš. In isto je z Darsom. Isto je z RTV-em, isto je s Slovenskimi železnicami, tukaj bom rekel, je sploh totalen kriminal, kaj se tukaj dogaja. Mogoče še večje kot na Darsu. Tu je treba vse sprivatizirati, ker druge rešitve ni. Politika taka, kot je, teh stvari ne bo rešila. Samo davke bomo večje plačevali. Ampak pot do privatizacije, zdaj ko omenjate, recimo, je Telekom je delniška družba, je Pošta je DOO, tudi Dars je delniška družba. A je to prvi korak temu, da nek javni zavod, tudi recimo klinični center, je tudi javni zavod, pa tudi ne vemo vedno, kam gre denar. A je to prvi korak do tega v tej preoblikovanju v neko drugo obliko, da se potem lahko naredi ta privatizacija? Jaz mislim, da najprej mora država določiti, kaj so njene strateške naložbe, njene strateške in pomembne tudi za gospodarstvo zadeve. Sigurno nekoliko gospodarstvo je pomembno, čeprav tudi tam odteka ogromnega denarja, neka jedrska elektrarna je strateška zadeva za državo. Ampak Slovenske železnice nikakor niso strateška zadeva, ker tako zanikrne, kot so te Slovenske železnice, da rabimo še vedno več časa iz Gorice do Ljubljane po železnici, kot smo jo rabili v času fašizma, rabimo več časa danes, potem tu ne more biti strateška naložba, ker vsak, ki bi tu kot privatni investitor prevzel, bi te stvari bistveno hitreje izboljšal, za bistveno manj denarja in bi plačeval davke državi. Tako pa izgubljamo milijarde za razne, bom rekel, pointeligentne ministrce, ki so se seveda tudi okoriščile, kar vemo iz prisluhu, da so se okoriščile, pa še nihče nič ne naredi v tej smeri. Nek skok, ki bi nastal, tudi ne nastaja, pa nikoli ne bo nastal, ko vidimo, da je že zakon tako pripravljen, da je protizakonit.
Torej, delamo s figo v žepu, vse delamo s figo v žepu, ampak tukaj je pa tudi na narodu, da začne enkrat se spraševati, a bo podpiral še vedno tako politiko. A bo podpiral tako politiko fige v žepu, neke ultralevičarje, neke kvazi desničarje in tako naprej. Torej, vi tudi od tega skoka ne pričakujete očitno veliko, namreč res je vprašanje ob vseh teh zgodbah, ki so se odvijale prek teh makaronov, o tem sploh ne govorimo več. Sploh ni, to je kar zginilo, tega nihče, nek skok, mogoče je to prva zgodba, ki se lahko reši prek skoka. No, poslušam potem, kako policija nima časa, ne? Ampak policija je imela čas, da so 4 prišli z avtom do moje hiše ob 11. zvečer, mene ni bilo doma, ker sem jaz prijavil neke grožnje. Jaz jih nisem prijavil, pa do danes nisem zvedel, kdo je v mojem imenu te prijave delal. Torej, kaj je bil nauk te zgodbe ob 11. zvečer, 4 v policijskem avtu, ki ne bi mene prišli varovati. Jaz sem bolj to razumel kot neke vrste maltretiranje. Pa tem 4 policajem, ki so prišli, nič ne zamerim. Oni so bili poslani, ali so bili zdaj poslani iz Nove Gorice ali iz Ljubljane, ne vem. Ampak jaz mislim, da če se nekaj hoče narediti, je časa več kot dovolj. Vsi imajo časa več kot dovolj. In sodniki, ki opravljajo bistveno manj dela, kot ga opravljajo njihovi kolegi po drugih državah, po rezultatih dela, mislim. Kdaj se je to zgodilo? Kdaj so prišli ti 4 policisti? Kakšen mesec nazaj? Ja, bežte no, pa nič nismo slišali o tem. Ja, jaz imam še mnogo zadev, o katerih ne slišite, tako da se ob svojem času včasih, ali pa tudi včasih nič. No, bomo počakali. Ja. Zdaj... se mi zdi pravzaprav tudi že po svoje malo, bom rekel, kako naj temu rečem, perverzno se še s tem ukvarjati, no. Nekaj se bo sigurno moralo zgoditi, namreč zdaj ministri, novi ministri, recimo gospa Ignacija Fridl Jarc, ki je ministrica za kulturo, pa potem v zdravstvu minister in pa potem v šolstvu. Vsi te ugotavljajo in so zdaj ugotovili kar na lepem velike finančne luknje, Mislim, da na področju kulture je tam nekje 9 milijonov, pa v zdravstvu 200 milijonov, pa ravno toliko bodo izgube bolnišnic, pa v šolstvu 133 milijonov. Torej, lejte, jaz mislim, da denarja, če ga ne bo konec koncev tudi RTV ne bo dobila, Ali kako je? Kaj se bo zdaj zgodilo z vsem tem? Se bomo zadolžili? Ja, seveda država se bo zadolžila in vsak evro kredita je 1 evro manj suverenosti Slovenije. Vsaka, bom rekel, podpora preko projektu iz Bruslja, nepovratni denar je 1 evro manj suverenosti Evrope, kar se tam Bruselj zadolžuje. In kaj se potem zgodi? To, kar se zdaj dogaja v Angliji. Anglija je postala nesuverena in so nabili kredite res v nebo. In ena od teh stvari, ki se dogaja, seveda, in to je bilo planirano 20-30 let nazaj, tukaj me nihče ne bo prepričal, da je tu samo posebno stalo. Torej, angleški kmet ne moremo svojemu sinu brez enega ogromnega davka prepustiti kmetije. In pride Bill Gates in tu nakupuje. In se seveda angleška zemlja kupuje iz teh sorosističnih krogov in to se bo dogajalo tudi v Sloveniji. To se bo dogajalo tudi v Sloveniji, oziroma se že. Ker slovenski kmetje niso tako enotni, kot so francoski. Tam najbrž se to ne bo zgodilo. Ampak italijanski pa slovenski so pa že drugačni. In se to že dogaja in se bo še bolj dogajalo. Ker davke je vedno treba pobrati in kredite je treba vedno vrniti, oziroma, če ne drugega, je treba saj obresti servisirati. Problem se bo pojavil takrat, ko država ne bo več sposobna servisirati obresti. Vse glavnico nihče pravzaprav ne zahteva nazaj. Ampak če imaš ti 10 milijard za plačati obresti, ki se višijo, ali pa 20 milijard je teh obresti bistveno več. Torej, rit pa šiba bo prišla v tistem trenutku, ko Slovenija ne bo več sposobna servisirati obresti. V tem trenutku jih je očitno še. Zato pričakujem, da se bo zdaj tudi Janševa vlada v kratkem zadolžila, zato pravzaprav govori o teh luknjah, da se bojo lahko zadolžili in potem bo spet en čas, si bomo fajn, si bomo prijatelji, bomo pa ob 1 ali 2 milijardi suverenosti.
Ja, dobro, zdaj na tem mikropodročju, če pogledamo Ministrstvo za kulturo, je zdaj ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij v kulturi. Tukaj bodo nevladniki izgubili. Kakšna revolucija bo to? No, jaz predvsem od nove ministrice pričakujem, da bo podpirala projekte, ki so 4 leta zdaj bili brez kakšne podpore. Jaz sem kar nekaj tem, bomo rekel, organizacijam pomagal te 4 leta, zdaj pa jih praktično tedensko pošiljem do gospe ministrice. Njena naloga je, da kompenzira delovanje radikalne ministrice, ultraradikalne levičarke in LGTB podpornice, da kompenzira to in seveda pričakujem, da ti kvazi kulturniki ne dobijo niti enega evra več. No, Ministrstvo za zdravstvo, zdaj gospod Ostrc, kot rečeno, je ugotovil 200 milijonov primanjkljaja, pa tudi bolnišnice bodo imele tako izgubo. Ali bi morali v Sloveniji bolnišnice mogoče zmanjšati? No, jaz mislim, da bolnišnice oziroma javno zdravstvo ima en velik problem, ki ga pravzaprav nihče noče videti. Zakaj ga noče videti? Ker ima verjetno kakšen interes odzad. Torej, največji problem slovenskega zdravstva so dobavitelji v zdravstvu. Tam se največ denarja, kar se tiče slovenskega zdravstva, oddvoji in plačujemo 3x-4x dražje zadeve, kot so čez mejo. Poznamo zgodbo dr. Noča, ki je na to opozarjal, da bi se kaj zgodilo takrat na njegova opozorila. Zgodilo se samo tudi, da pač je moral tam iti. Torej, tisti, ki v zdravstvu opozarjajo na te svinjarije, po domače povedano, so tam morali iti. In potem imamo seveda tudi, bom rekel, mojega rojaka, Brecla, ki pravzaprav tudi kot član oziroma predsednik strateškega sveta vse te točke ni dotaknil. Najprej, kdor hoče red narediti v zdravstvu, mora najprej posekati, bom rekel, vpliv dobaviteljev, ker ti služijo kot dobavitelji, po drugi strani pa tudi, bom rekel, nastavljajo direktorje teh javnih zavodov in določene ljudi v zdravstvu, da pač njim služijo. In ti ljudje niso sposobni in zaradi tega je tudi učinkovitost zdravstva izjemno slaba. No, seveda, dr. Ostrc je v tem obdobju, bil je seveda tudi v vladi dr. Goloba, prav na ministrstvu sekretar, in zdaj on se je v tem času prijavil za direktorja zdravstvene zavarovalnice, pa ni uspel. Zdaj, mislite, da je ta zdravstvena zavarovalnica tudi nek finančni problem, je tudi nek dinozaver iz preteklosti in ali bo zdaj dr. Ostrc kot minister uspel narediti kakšno spremembo? Vsak monopol je problem, vedno in povsod. Sploh za majhno državo so monopoli katastrofalni. In mi smo vsaj imeli neko dodatno zavarovanje, pa seveda ga je Golobova vlada takoj transformirala. Transformirala pa ga je zaradi ne neke sociale, ampak zaradi tega, ker so zavarovalnice, torej privat zavarovalnice, kljub temu, da vemo, da nekatere niso privat zavarovalnice, ampak recimo vseeno bolj privat kot sam zavod, so začele zahtevati številke o teh dodatnih storitvah, kam gre denar, in so pač prišli preveč blizu tem kanalom odtekanja denarja. In zaradi tega je bilo takrat treba na huruk narediti zakon, da se te zavarovalnice pravzaprav ta zavarovanje ukinilo. Zaradi tega je prišlo do tega. Ne zaradi neke, bom rekel, politike izboljšanja statusa bolnikov, sploh tisti z višjimi dohodki. Vse so rekli, bomo ukinili zavarovanje, pa je še vedno, ampak je postalo obvezno zdaj pri tej zdravstveni zavarovalnici. Ja, pa prek zavarovalnice, ne več prek 4 drugih privatnih. Torej, prvi korak do normalizacije seveda je
da se lahko zavarujemo v privat zavarovalnici, torej, da smo neodvisni od tega zavoda, dur, če biti tam ne bo, dur pa noče biti, mora imeti možnost vsa denar, ki ga namenjamo, mesečno v svoji plači dati zavarovalnici. In če bo tukaj 10 zavarovalnic, potem bo v par letih prišlo do reda v tem našem zdravstvu. Torej, zdravstvo lahko stane tako, kot je, še vedno ne rabimo nekih privatnih bolnic, kar pa rabimo je konkurenco med zavarovalnicami in konkurenco med dobavitelji. Ja. V prvem koraku da se začne striktno uporabljati evropska zakonodaja, kar pomeni, da nisi dolžen nabavljati zadev od slovenskega dobavitelja, če je ta v Avstriji, torej posrednika, če je ta v Avstriji še enkrat cenej. Tukaj seveda pa tudi sami ti proizvajalci določene opreme radi delajo po principu lokalnih dobaviteljev. Zakaj? Ker ti lokalni dobavitelji vračajo potem tem proizvajalcem tudi v njihove lastne žepe. Torej, tukaj imamo korupcijsko zanko velikih proizvajalcev opreme, velikih proizvajalcev potrošnega materiala v zdravstvu, ki očitno od slovenskih dobaviteljev, zato da imajo neke vrste ekskluzivo, ki je protizakonita v Evropski uniji, da ne pustijo, da bi avstrijski dobavitelj, neke opreme lahko prodal Slovenijo. On ne sme. Slovenija pa taka pa pravzaprav ne zahteva striktne zakonodaje evropske. Še enkrat, vsak ima pravico kupiti v Evropski uniji izdelek kjerkoli v Evropski uniji. Je svoboden trg. Tukaj v zdravstvu, v slovenskem zdravstvu je tukaj popolnoma nasprotna situacija. Tukaj še vedno velja meja, še vedno velja striktno, da dobavitelji v Sloveniji so lahko samo slovenska podjetja. Ja, zanimivo. No in še seveda področje šolstva, 133 milijonov manjka. Torej, kako zdaj rešiti ta problem? Kam je šel ta denar oziroma kaj bo zdaj? Nenazadnje je pravzaprav varuh pravic ljudi, na nek način človekovih pravic določil in predpisal, da morajo šole zagotoviti tudi prehrano otrokom, ki so pripadniki neke verske skupnosti, kjer zahtevajo nek tip prehrane. To se pravi, sredstev bo treba še več. Taka malca za te, malca za one, kot da bi bila šola neka restauracija. Mi praktično trošimo in mečimo denar skozi okno. Ja, kaj bom rekel, tako kot so vse stvari ostale v državi, tako kot imamo tudi v šolah, naše šolstvo je postalo ideološko, totalno obremenjeno. Moram reči, ko sem jaz hodil v šolo, smo bili bistveno manj ideološko opranih možganov, kot so zdaj. Sicer na drug način. In tudi bom rekel, mladi ljudje so bili bistveno bolj širokogledni, kot so zdaj, ko prihajajo v šol. In tudi učenje in tudi napredovanje v slovenskih šolah, pa to ni samo slovenskih, mislim, da kar enako evropskih, ne temelji več na inteligenciji, ampak temelji na povzemanju znanja, tistega znanja, ki ga zna profesor, ki poučuje. In tukaj je glavni problem. Profesori, ki poučujejo, pravzaprav so vedno bolj butasti. Ne vsi, ampak vedno več je takih, ki so vedno bolj butasti, ker prihajajo iz univerze, pedagoškega inštituta, na katerem vemo, da visi še vedno palestinska država, torej ideološko obremenjeni. Kvaliteta je vedno obratno sorazmerna z ideologijo oziroma z ideološko obremenjenostjo. Torej, ljudje, ki so zelo obremenjeni z ideološkimi zadevami, so ponavadi glede inteligence pomanjkljivi. In tukaj zopet govorimo o svobodi. Enostavno si po letu 90 nismo tisti, ki nismo bili za bivši sistem znali priboriti te svobode, te stvari obrniti v neke drugačne smeri, tudi zaradi tega, ker so bili takrat v vseh strankah, ki so bile takrat ustanovljene, pravzaprav podtaknjenci in ljudje,
ki so pravzaprav že od vsega začetka delili zasede, dobimo spet neko malo drugačno neumje, ne, spomnimo se Spomenke Hribar, ampak ni bila ona edina. Mogoče bi bilo treba pogledati tudi, kdo je rušil Demos, kdo je rušil prvo slovensko vlado in tako naprej. Danes se predstavljajo nekateri kot največji demokrati, žal niso demokrati. Še vedno trdim, kdor je dal Kumrovec skozi, je do smrti opran. Je do smrti pravzaprav dobil možgansko luknjo. No, nekaj teh posameznikov, ki bi jim tudi lahko očitali ideološkost, ne, recimo zdaj so se zbrali kot neki opozicijski državljani, oni so zbrali več kot 44,000 podpisov in zahtevajo, da bomo šli na referendum v oktobru, 11. oktobra, pomeni Državni zbor je moral zdaj prekiniti počitnice. In mi bomo na referendumu, zdaj poleg onih 3 posvetovalnih naj bi in bomo razpravljali tudi in odločali o zakonu o ustanovitvi parlamentarne preiskovalne komisije. Namreč zakaj gre? V tem obdobju Golobove vlade je Urška Klakočar Zupančič kot predsednica Državnega zbora na nek način dosegla, da se je spremenil ta zakon, da ta, proti kateremu bi bila preiskovalna komisija, se lahko pritoži oziroma vpraša Ustavno sodišče, ali je sploh možno preiskovati to, kar bi preiskovalna komisija preiskovala, a ne? To se pravi, zdaj, in oni pravijo, ta skupina ljudi, recimo Franko Juri prvi med njimi, to se je zgodilo ta teden, oni želijo zdaj referendum o tem. To so, mogoče bi lahko rekli v redu, to so ljudje, ki so na tej levi ideološki strani, mogoče kdo tudi iz kakšne te šole, ki jo omenjate, ne. Zdaj poglejmo, kaj je poslanec Poglajen povedal o tem na privatni televiziji Pop TV. Gospod Poglajen, a se vi strinjate z očitkom predlagatelju referenduma, da novela zakona o parlamentarni preiskavi vodi v fašizem, da se je začela vojna za demokracijo proti antidemokraciji? Ne, gledajte, to so izjave, ki se bolj, bom rekel, pritičejo nekega drugega obdobja, ki nima veliko veze z demokracijo. Mi je pa zelo zanimivo, ko gledamo te obraze pred kamerami, danes pred Državnim zborom, med njimi lahko najdemo recimo Pavla Gantarja, koliko je bil let aktiven v politiki, 20, ne? Vseh teh 20 let je, bom rekel, bil veljavi zakon, ki ni dovoljal nobenega sodnega varstva, pa ga takrat nisem slišal, da bi govoril o fašizmu. Prav tako Franko Juri in vsi ostali. Gledajte, pač to so posamezniki, ki so danes stali pred Državnim zborom, ki odkrito ščitijo preiskovanje korupcije oziroma ščitijo to, da bi nova vlada, nova sestava Državnega zbora odkrivala koruptivne prakse preteklosti, pa tudi more biti vse, kar bi se dogajalo v prihodnje. Tako da z tega vidika seveda gre za nek populizem strani predlagateljev tega referenduma. Me pa veseli, da bodo imeli volivke in volivce možnost se izjasniti, ali podpirajo, da v Sloveniji cveti korupcija, ali so proti temu in seveda novi zakon prinaša trd boj proti korupciji. To je res, ne, mislim, zdaj vsak bo na Ustavno sodišče spraševal in Državni zbor je vendarle avtonomen, ne bo ustanovil neke svoje komisije. Tukaj vidim, sicer bom rekel, več kot polovico obrazov ne poznamo, pa se preslabo vidijo, ampak jaz bi rekel, da je tukaj cvet slovenskega lumpen proletariata, ki pravzaprav v zadnje čase se gre fašistično ideologijo. Jaz sem že z Goloba, predsednika Goloba, pač trdil, da je fašist in tu pač upam, da bomo lahko na sodišču dokazali, ta spor sem kamor ne premika, isto sem trdil tudi za Ribiča, ki me tudi toži, da sem mu pač očital, da je fašist, tukaj bi rad tudi dokazal, da je pač njegovo vodenje bilo fašistično. Darsa, ampak nič se stvari ne premika. Zdaj tukaj pa vidim cvet lumpen proletariata in kaj je zdravilo za to? Zdravilo za to je seveda gospa Fridlova, vi imate veliko nalogo. Tukaj nekateri so na vašem budžetu 100%. Mnogi od tistih, ki so na 44,000 podpisih, so podprti za nedelo, da nič ne delajo. Na Ministrstvu za šolstvo, nekateri, ki so to podpisovali, pa še kje. Torej, ti ljudje, vseh teh 44,000, ki so to podpisovali,
sem prepričan, da 90% od njih živi 110%, ne 100, ampak 110% na denarju, ki ga plačujemo davkoplačevalci. In če je možnost varčevanja, ne 100 milijonov, ampak milijarde, je tudi tukaj. A ne? Tukaj ta lumpen proletariat ne v pokoju delajo kaj bolj pametnega, kot recimo kakšen Keber. In tisti, ki pa niso v pokoju, ne gredo enkrat vendar delati. A veste, delo je dobrina in delo prinaša zadovoljstvo. Tukaj so pa vsi maksimalno zafrustrirani, kar ne vejo, kaj bi naredili, ker niso zadovoljni sami sabo. Ti ljudje neznansko trpijo. Vsi do enega, kar jih tukaj vidite, neznansko trpijo, zaradi tega, ker delu v korist drugega osvobaja, delu s pozitivno noto osvobaja. Poglejmo naše misionarje, kar jih poznam, vedno nasmejani, vedno pozitivni, živijo v nemogočnih razmerah. In zdaj poglejmo tukaj te, ki so vsega presiti, ker ne vejo, kaj bi. A ne? In tem ljudem je treba omogočiti neko delo, ker se bojo počutili, da lahko nekaj doprinesejo družbi. In naloga ministrstvu je, da jim tako delo da in tako delo omogoči, ne da jim plačuje za nedelo. No, vse to je tudi ta referendum o socialnih prispevkih, da bi morali te, ki jih dobijo, tudi nekaj prostovoljno delati. Ne nekaj, javna dela. Javna dela, ja. Točno tako, javna dela. No, lejte, kar se tiče teh preiskovalnih komisij, seveda sem bila dolgo novinarka, se jih spomnim, v bistvu jih je bilo veliko, ampak popolnoma nobena preiskovalna komisija ni pripeljala do nekih temeljnih rezultatov. Mnogo njih sploh niso imele končnega poročila in kot je pred časom rekla nekdanja novinarka Mojca Šetinc Pašek, so pravzaprav namenjanje diskreditaciji političnih nasprotnikov. Zdaj, česa se v bistvu ti ljudje bojijo, se tako te preiskovalne komisije nimajo niti formalno, to ni policija, to ni sodišče, nimajo praktično neke formalne funkcije. Ali se oni bojijo odkrivanja, recimo GEN-I pravi vladajoča koalicija, da se bojijo, da bodo odkrivali pri doktorju Golobu karkoli. Česa se v bistvu ti ljudje bojijo? Zakaj mora zdaj še ustavno sodišče reči, ne, doktor Goloba pa ne smemo, ker ne vem zakaj, kaj se bo zgodilo, kakšen je zdaj ta konstrukt, česa se bojijo oni? No, prva stvar, jaz nimam z nobeno preiskovalno komisijo, nobenega problema. Lahko grejo pregledati vse račune, mojim otrokom pregledati, moji ženi svoje račune, nobene preiskovalne komisije se nobim. Zato me tudi pravzaprav ti levo, desno paragrafi, pa vem, členi o teh preiskovalih pravzaprav nič ne zanimajo. Odprte karte. Kdor nima kaj skrivati, se bo strinjal z vsako preiskovalno komisijo in z vsakim zakonom tukaj. Kdor nima kaj skrivati. Torej, teh komisij se bojo tisti, ki nekaj skrivijo. Zdaj, kaj zdaj ti tukaj delajo? Ne vem, pač se bojijo verjetno, da bojo nekoga preiskovali, ki nekaj skriva, ampak teh 44 verjetno mnogi od njimi so tudi v teh, bom rekel, verjetno v nekih povezavah s temi, ki so pač denar prali, denar kradli. Torej, najprej se ti bojijo za sebe, da se njim kaj odkrije. Potem se seveda bojijo za tiste, katere tukaj ti predstavljajo, ti, ki so jim plačevali zadnje 4 leta in tako naprej. In druga stvar je, po drugi strani pa tudi ena od zadev, o kateri se bo ogromno govorilo, pa ki pravzaprav nima nobenega vpliva. Torej so opet nek ogromen šunder, da se nekaj dela proti tej vladi, da bo lahko svoje voljivce, smo se borili proti tej vladi, po drugi strani pa pravzaprav nobenega učinka ne bo. Samo njihovi voljivci mislijo, da se ti zdaj borijo za njihove pravice, pa ne vem kaj. To je blef. To skupaj tle gospod Franko oziroma tovariš Franko Juri je znani blefer. Saj pač je bil v politiki in v politiki pač več ali manj so vsi bleferi. Sploh v slovenski. In te inače od zadaj to, bom rekel, to vršico, ki rada hodi v Ameriko, in je tam podprta Kovač, pa unha, ki je nula. In njegova mama Jožka Hegler je zraven. To je zanimivo. Prvič se je njegova mama, ta gospa z sončnimi očali,
pojavila. Se pravi, tu so v glavnem so tu nesrečni ljudje, ki pravzaprav verjetno so imeli tudi že kot otroci probleme, najbrž v svoji družini, nesprejetosti, ne vem. Torej, tu je stvar za psihologe, ta prave, a ne une, ki jim je zdaj Golob podelil neko koncesijo, spet z neko trgovino. Ja, jaz mislim, da je polno šundra za prazen nič, a ne, z tega se tak potem nič ne izcimi. Če pa se že izcimi, potem pa seveda te glavni dejavniki ne pridejo v parlament, da bi lahko sprejeli zadevo, se vemo, pred kratkim pač Goloba ni bilo, Hana ni bilo in seveda opozicija ni imela dovolj glasov, da bi ne vem kaj sprejeli, a ne, takrat so že malo pozabil, a ne. Na konci, ko prije rit pa šiba v kup, ko po tej nekaj celo sterijo, potem pa oni v parlamentu tu blokirajo. Torej, njihovi v parlamentu blokirajo. To je v bistvu, ja. Cirkus. Še slabško cirkus. Ker v cirkusu so nastopajoči dobri in natrenirani in morajo se zelo truditi. In napaka v cirkusu je lahko tudi smrt. Tukaj ni cirkus. To je enostavno, bom rekel, en kupleraj. Dobro, zdaj za konec to vprašanje, ki se dotika psihologije in otrok. Vi ste zelo aktivni na družbenih omrežjih in v Franciji pa so prepovedali in začela je veljati ta prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ali bi morali to storiti tudi v Sloveniji? Tukaj pravzaprav v tem trenutku sem premalo si prečital, se premalo pogovarjal, da bi imel en odgovor. Pa vaši otroci so na družbenih omrežjih, so seveda že verjetno starejši. So starejši vsi, ja. Ja. Ja, so na družbenih omrežjih, ni bolj, ni manj, ampak so, ja. Mislite, da je to kakšen problem za mlade ljudi, za otroke? Sigurno so določena družbena omrežja problem, predvsem pa določene skupine v teh družbenih omrežjih. Na Facebooku imate pač vse slovenske oratorije, ne, po eni strani, na Facebooku imate pa tudi čisto nekaj drugega. Potem imate na Instagramu zopet neke pozitivne zadeve, imate pa tudi zelo negativne zadeve, a ne, vemo, da so nekateri samomori prihajali iz teh skupin na družbenih omrežij. Zdaj, ja, tu lahko prepoveš, jaz mislim, da z današnjo tehnologijo si ti, tudi če jim prepoveš, da so na Instagramu, pač se bo naredili neka svoja skupina, torej jaz mislim, da je to zelo težko kontrolirati. Po drugi strani pa lahko pomeni potem blokada družbenih omrežij, tudi preprečitev dostopa do vira informacij, a ne. Tukaj sem pa pravzaprav bolj previden. Taka poteza lahko tudi služi prvemu koraku diktatura. No in ko omenjate pač ta vse slovenske oratorije, še za konec eno vprašanje o rimskokatoliški cerkvi, ne. Zdaj pred časom, mislim, da 2 tedna nazaj, so škofi, to se pravi nek gospod Švicar, pa 2 Francoza in tako naprej, iz bratovščine svetega Pija X, ki jo je ustanovil francoski nadškof Marcel Lefebvre, so oni bili posvečeni v škofe. To pa je cerkev, ki je v bistvu na nek način razkolniška. To je razkol v rimskokatoliški cerkvi. Papež Leon XIV jih je pozval, naj tega ne storijo, ker gre za cerkev, tako se imenujejo, Lefebvrovce, ki pravijo, da je sedanja cerkev, ta glavna vatikanska rimokatoliška, da je preveč liberalna, da je potem v drugem vatikanskem koncilu postala preveč liberalna. Kaj vi mislite o teh gibanjih v cerkvi? Je to res razkol? Lahko to pomeni nek konec, neko reformo? Kaj zdaj to pomeni? Kaj naj si ljudje ob tem mislijo? No, razkol nikoli ni dober. Tudi vemo, da pač Luther je sam na konci potem se nekako kesal za zadeve, ki jih je pač povzročil. In tudi vidimo, da potem so bile te vojne med katoliki in protestanti dolgoletne. Po drugi strani pa tudi mogoče tudi na Vatikanu, da se malo vpraša, zakaj te stvari prihajajo, ne.
se pravzaprav bolj kot tega razkola bojim tega razkola v Nemčiji, kjer je menda samo še 6 škofov nemških pokorno papežu v Rimu. Rimokatoliških škofov. Ne vem, koliko jih je. Torej nekaj 100 jih je proti. Je nepokornih. Pa se o tem ne govori. Torej ta razkol nemške katoliške cerkve do Vatikana je bistveno bolj množičen. Pa se o tem ne govori. Postajajo oni protestanti ali so se tako odcepili? Ne, oni so še bolj liberalni. Oni so še bolj liberalni kot je papež. Oni sploh hočejo postati čim bližje protestantom. Zagovarjajo stvari, ki so pravzaprav v osnovi proti 10 božjim zapovedim. Torej, ta razkol me pravzaprav bistveno bolj boli. In ja, po drugi strani, kar se mene tiče, jaz mislim, da Vatikan se bo moral vrniti na zdrave temelje prve cerkve. Tudi na latinske maše, ki jih oni zagovarjajo? Ne, na latinske maše ne. Zaradi tega, ker pač Jezus je apostole poslal, da učijo v njihovih jezikih, torej tukaj je že prvi stavek iz Evangelija, ko pride Sveti Duh, pobije ta lanitizem. Če govorimo o samem jeziku. So pa nekatere stvari, kjer pravzaprav imajo tudi prav, ampak ne o jeziku. Jezik je naša osnovna prvina in kot Slovenci bo najprej boril, da govorimo slovenski jezik. In tu najprej v cerkvi. Torej, tukaj me nihče ne bo prepričal, da bo nekdo mene v latinščini poučeval in mi podajal Božjo besedo, ker tudi Božja beseda ni bila podana v latinščini, če že je bila podana v hebrejščini, starohebrejščini. Če že hočemo potem, a bomo imeli starohebrejske obrede, torej to je nonsens, to je ludizem. Torej, kaj bi vi kot vernik pričakovali v naši cerkvi? Mogoče kakšno spremembo, vas kaj moti, ste s čim zadovoljni posebej? Kaj bi vi spremenili? No, prvo, torej posvečeni v slovenski cerkvi bi morali najprej s svojim obnašanjem bom rekel, dajati zgled. Beseda je beseda, dejanje je dejanje in kako so že rekli, zgledi vlečijo. In prva stvar, kar jo opažujem v tej današnji cerkvi, je, da so duhovniki med sabo popolnoma razklani. Da je duhovnik, ki ima neko slabo faro in se komaj preživlja, da dobi nobene pomoči od svojega sobrata, ki mu je škof namenil super faro, kjer ne ve, kam z denarjem. Torej, kje je zdaj ta krščanska, bom rekel, krščanska pomoč sobratom, sočloveku. Tukaj se začne, bom rekel, cerkev kot taka, kot da si pač pomagamo, tisti, ki ima več, da pomaga tistemu, ki ima manj, tisti, ki je bolj vitalen, da pomaga sobratu, ki je manj vitalen. Jaz v slovenski cerkvi tega bratovstva zelo malo vidim. No, tukaj bova zaključila. Doktor Štrancar, najlepša hvala za vaše komentarje. Veliko sreče z vašimi mediji, še posebej z Radiom Grom vam želimo. Hvala za povabilo, predvsem hvala, da ste me povabili. Mislim, da sem prvič na tovrstnem intervjuju. Odmev tedna. In upam, da ne na zadnjem. Hvala. To pa gotovo ne. Torej, hvala za pozornost. Zdaj mi gremo tudi na kratke počitnice in se s podcastom Odmev tedna vračamo 21. avgusta. Nasvidenje.